je bil izdelan leta 1890, izklesal ga je Vasilij Zvjozdočkin. Tako, da vemo, da so to materjoške in ne babuške, kot smo navajeni govoriti v Sloveniji. Dobro, mislim, da imamo 7. ali 8. vprašanje, ki se navezuje na prihodnost. Kdaj bodo, oziroma kje bo Rusija gostila leta 2014 olimpijske igre? Kdo je bil prvi? Nobeden, še nisem povedala odgovorov. Pravo, samo preverjam, gospod Dušan, ali sledite navodilom? A. Soči ob Črnem morju. B. Novosibirsk. C. Murmansk ob Barencovem morju ali Sankt Peterburgu. Spet je bil gospod Dušan prvi. Gospa Valerija, hvala za tako pošteno igro. Gospa Valerija, odgovor? A, res je, A je pravilen odgovor. Olimpijske igre bodo v Sočiju. En aplavz, prosim. Žal sem na sredini kviza ugotovila, da ne zapisujemo točk. Ali mogoče vi tekmovalci veste, kdo vodi? Valerija ima 4 točke, jaz imam 3. Bogdan pa? Eno. A, dobro. Gospod Bogdan bi vložil piskota, žal moram sporočiti, da tega džokerja nimamo. Ruski, babuško, oziroma materjoško. Dalje, še 2 vprašanje nas čakata. Kdo je Andrej Aršavin? Andrej Aršavin je ruski hokejist, ruski nogometaš, ruski atlet ali ruski tenisač. Kdo je bil prvi? Bodite pošteni, ker jaz berem odgovore. Gospa Valerija, prosim. B, ruski nogometaš, tako je, ga poznamo. Ja. Andrej Aršavin je namreč eden izmed članov ruske reprezentance, katero je lani 18. novembra premagala slovenska reprezentanca in se tako uvrstila na svetovno prvenstvo v Južno Afriko. Smo pri točkah 5, 4, 1. Je tako? 5, 3, 1. Hvala lepa, gospod Dušan, za tako pozorno točkovanje. In 10. vprašanje se glasi. Če je v Sloveniji ura 12, koliko je ura v Moskvi? V vseh letnih časih. A. Isto 12. B. 1 popoldne, C. 2 ali D. 3. Prosim, gospod Bogdan, vsaj enkrat oziroma 2krat danes. Verjetno 14, ne? Ja, res je. Torej pomeni, da so pred nami 2 uri. En aplavz za 2 točki. Gospod Dušan, prosim za rezultate. 5, 3, 3. Super, najlepša hvala. Imamo zmagovalko, gospa Valerija, čestitamo. Prosim, če še malo počakate. Naši pomočniki bi, prosim, nekdo prinesel darilo, ki imamo pripravljenega. Ja, to je bombonjera, nihče ne ve. Ste ga jo že pojedli? Ja, tam je. Hvala lepa. Naj povem, da nagrade je prispevala tudi ruska ambasada, ampak jih boste dobili po prireditvi, prav? Zdaj, za enkrat imamo pa rusko bombonjero iz ptičjega mleka. Čestitam! Ostala 2 pogumneža pa dobista, kot že rečeno, dobita nagrade po prireditvi. Najlepša hvala vsem in da nam niste zamučili tega kviza, ker potem bi se, hvala lepa, ne bi ničesar naučili. Hvala lepa in še en aplavz. Hvala, fantje, boste odstranili te ključi. Tako, malo smo se nasmejali, nekaj novega pa tudi naučili. Je res, se strinjate? Kar nekaj. To je bil tudi naš namen tega današnjega kviza in seveda malo smeha, za kar se pa zahvaljujem vsem tekmovalcem. Torej, zdaj pa bomo presedlali v čisto druge ritme in sicer plesne. Na odru se nam bosta pridružili 2 plesalki iz plesne skupine Vzhodna pravljica iz Ljubljane.
Gre za skupino, ki se večinoma ukvarja z orientalskimi plesi, pa tudi seveda z ruskimi in romskimi. Danes pa bosta zaplesali dve plesalki, namreč ples Sudaruska, v katerem gre za punco, ki jo njen fant nepričakovano prosi za roko. Prosim. Napovedujemo kratek 10-minutni premor, da si nastopajoči malo odpočijemo in spijemo malo vode, ne vodke. Pridemo nazaj takoj. Dragi obiskovalci, zopet smo z vami, zato da smo si malo odpočili. Zdaj pa zopet k našemu programu. Predlagam, da si zopet privoščimo malo petja. Z nami je še en pevski zbor, ki nas je počastil s svojim obiskom. In to je odličen, Šentjurčanom že dobro poznani mešani pevski zbor Zarja iz Šentvida pri Planini. En aplavz, prosim. Hvala lepa. Ja, že prihaja na oder. Pevski zbor Zarja vodi Matej Romih, zapeli pa bodo pesem 12 razbojnikov in seveda v ruščini. Prosim. Господу Богу помолимся, древнюю битву звезди. Так Саравка нам расскажет,
братства награбили, жили в дремучем лесу. Божку диарис под Киева, играл девицу красу. Днем он с любовницей тешится, ночью набеги творил. Другу разбойника лютого совесть Господь пробудил. Господу Богу помолимся, древнюю любовь возвестим. Так Савка нам рассказывал инок честной Вифилий. Бросил своих он товарищей, бросил на береги творить. Сам Кудияр монастырь пошел, Богу и людям служить. Господу Богу помолимся, древнюю любовь возвестим. Так Савка нам рассказывал, сам Кудияр To pa je bilo nekaj za ušesa, kaj ne? Prej mi je malo izletelo iz glave, da povem še solist, Dejan Potočnik, odličen basist, kaj ne? Hvala lepa. А теперь немного по-русски опять.